bistvu. Ja. Okay. Ja, škaj, mi smo pa na Kanarcih, smo z ekipo šli na en tak Offside. Delovni odmik, offside se reče temu po angleško. Tako da v bistvu cele dneve razmišljamo, se pogovarjamo, delamo. Čau, Simon. Zdrav, Simon. A se slišimo? Ja, jaz slišim. Vi me slišite? Ja, zdaj pa ja. Kaj imaš to neko šamansko opravo? A si imaš kakšen sajt, ko je zdale? Nekaj takega, ja, sicer ni prav povezan s tem, ampak da se pripravljam za čez en slab teden greva proti Barceloni za en rally s klasičnimi avti. Večinoma moji dnevi jih preživim v garaži. To je pa nekaj za Andreja. Ja, vem, da ima Simon. Kaj imaš enega Land Roverja, če se prav spomnim? Med drugim, zdaj imam kar nekaj to, s čemer greva ta rally po Malorki, je Austin Healey 100M, letnik 55. Ok, hudo. A to boš proti vozu? Ja, punca bo navigirala, malo se bo izmenjala, punca bo navigirala, predvsem in pa višino od furov. To ni rally dirkanje, ampak road trip. Road trip, ok. Mislim, regularity rally se reče, imaš ene stage, kjer moš voziti pa ful precizno z neko določeno poprečno hitrostjo ali nekaj tacga, tako da ta del kar je v avto 55 je kanček ne trivialno, ene sekcije imaš pa sam, ko jih moš odfurati. Tako da ni pa tisto toliko na hardko, ker je v VRC ali pa nekaj tacga. Ja. A to, kar rečeš, da bo punca navigirala, ona bo Google Maps imela ali bo imela un papir, ki bo rekla, koliko moraš zaviti? Roadbook dobiš, ko ima sekcije, ko so tam par 100 metrov, ponavadi tam do, ne vem, recimo kilometra in po tistem greš. Ok. Nobenega GPS-a pa nič tacga. Ja, cool. Danes imamo kar velik seznam, tako da lahko začnemo z XAI-om. Simon, mogoče tvoj, če lahko malo razložiš, kaj si spremljal, kaj se je zgodil, koliko hiter je Elon uspel dohiteti ostale konkurente na tem področju, pa zakaj? Tako malo overview tega Grok 3 releasa. Ok, kot je si ravno povedal, en teden nazaj so izdali Grok 3, ki se zdi, da je tam nekje ranga O3 mini plus minus za ene stvari malo boljše, recimo DeepSeeka za ene malo slabše. Kar je ful zanimivo je, da so relativno odprti v tem smislu, da je recimo prompt, ko je public, ga pošerajo, tudi če dela kakšnekoli, nekje na GitHubu ga tudi je sproti up to date. Je drastično manj, ta public verzija je drastično manj cenzurirana, kot kjerkoli druga, oziroma lahko zbiraš celo kot neke take personality ali karkoli, pa kol gre, ne vem, hardcore, oziroma imaš neke tak not safe for work mode, pa tako naprej. Hkrati zraven so izdali tudi Deep Search, ko je neka varianta OpenAI-ovega Deep Researcha. In jaz sem pa ful navdušen, moram priznati, ker tako, ja, sej ni posod najboljši, ampak je pa ful je pa mislim tako, se mi zdi, da je pa good enough za tisto, ko ga imaš nekaj tacga sogovornika ali pa sprot za stvari pogledati. Sej šel recimo za kodiranje ali pa nekaj takega absolutno ne bi uporabil, ampak se mi pa zdi tisto nekaj za by the way, sploh ker recimo, če se že tako konzumiraš internetu, precejšnji meni prek X-a, ker recimo jaz ga, je pa krasen za potem razne, ne vem, tako spin-off pogovore pa tako naprej, ker je good enough, je lepo je integriran, poleg tega imaš še to možnost, da dosti lepo je z X-om zintegriran, ker tudi postaja čedalje večji advantage, tako da se mi zdi, da so skoki, ki so ga naredili, če recimo primerno s prejšnjimi iteracijami, je zelo velik. In tukaj seveda se odpirata, potem danes bomo še nekaj govorili, dve možne interpretacije pa poti. Ena je ta, da samo rečemo, da ja, ok, Elon je sestavil briljantno ekipo, ful so dobri, zdaj to hitro dohaja. Druga je pa ta, recimo, ker tudi jaz sem se že skozi par prejšnjih teh naših epizod nagibal, da verjetno smo tam nekje na nekem point of diminishing returns in zaradi tega se zdi, da je lažje dohiteti, ker je naslednji korak toliko težji. In se je na drugi strani hitrost
konkurence se je dosti počasnila, da potem imamo ta občutek, da ti na razni novi upstarti, kar je konec koncev DeepSeek, pa zdaj Grok, naredijo fantastične korake in zaradi tega tukaj zna biti, da malo precenjujemo, koliko je to pomemben dosežek, ampak še vedno se mi zdi tudi z vidika čisto, recimo, produktizacije so naredili en super korak. Sploh recimo, če bi bil zdaj Anthropic, bi mi bilo kar tako pač malo vroče za vratnikom, ker se mi zdi, da recimo pač, OpenAI še vedno kot nek consumer produkt definitivno je number one na trgu, ampak kdo je pa ta prvi upstart, je pa da je do zdaj bil pač malo, da je Claude bil kot nekak default in potem želejoči ostali se mi pa zdi, zdaj pa ni očitno več, da je to res. Recimo, pa to govorim kot nekdo, ki je Claude relativno veliko uporabljal, ker mi je bil pač všeč ta nek default, recimo temu glas, ki ga je uporabil, pač OpenAI mi gre vedno pač tako malo na živce, oziroma medtem ko Claude mi je bil pač predvsem bolj prijeten sogovornik, ampak to je bilo pa to pač drugače, da vidika neka poliševa produkta ni bil pač nič boljši, nič drugačen, ničem in tukaj se po mojem zelo Anthropic ima resen issue čisto iz produktnega vidika. In hkrati tukaj, da še daš pač napovem še eno temo, kjer bomo verjetno govorili tudi to, da se zdaj res pač po mojem, da eno ključnih vprašanj je ravno to, oziroma ta bitka se počasi zdaj nekako segmentira na dve področji. Eno je ta aplikativen user del, front-end, kakorkoli hočemo temu reči, ker se mi zdi, da je pač Grok zelo compelling, in drugi del je pač ta nek base model je infrastrukturno karkoli, kjer se zdi, da pa pač bo pa nekaj res od the bottom se dogajal. Ja. Kaj pa ti v bistvu zdaj največ uporabljaš, ali imaš glede na taske, uporabljaš različne produkte oziroma modele, ali lahko to malo poveš? Absolutno, je ful odvisno od taska. Pač, kot rečeno tako, day to day je počas day Grok, samo še to uporabljam. Prej sem pač nekaj časa uporabljal OpenAI, tudi ne vem, zaradi pač Deep Research recimo je bil kar cool, sam honestly, za tisto, kar me recimo skole pač za nekaj splošno zanima, pa tako naprej je good enough. Trenutno nisem nič takega profesionalnega, da bi recimo rekel, da bi mi ful pač Deep Research pomagal, pa tudi nisem prepričan, da bi bila neka meaningful razlika. Za kodiranje pa pač malo pač nisem nekako malo bouncem med kurzorjem, med replitom, pa je pač tisto, kar imajo oni tam latest in greatest integrirano, so pač odvisno tega. Za kodiranje načeloma uporabljam večinoma nekaj, kar je integrirano z IDM, čeprav za ene zelo konceptualne stvari, včasih tudi pač kar tako naked, kjer pa še vedno je OpenAI kralj zaenkrat. Recimo čisto pač nek tak task, če bi si hotel, rečemo, ne vem. Ena stvar, ko je dosti, ko sem že včasih jo pač počel še prej, so bili LLM, je to, da kadar sem hotel razumeti kakšne, ne vem, ali machine learning, ali pa tudi konec koncev fizika članke, da sem poskusil pač neko preprosto verzijo tega skodirati, da sem pač v kodi, ker mi je ful lažje razumeti kodo, kakor mi je razumeti matematično notacijo. Pač bistveno več lahko v glavi držim, se pač verjetno zato, ker sem pač s programiranjem se ful več ukvarjam, ampak kakorkoli mi je ta način pa pač tako malo raziskovanja, pa da se lahko razne stvari splotaš, ko nisi odvisen tega, kaj so pač avtori predvideli, pa tako naprej, pa polkaš razne robne primere, to mi je bilo vedno ful the best. In zato recimo pač to je ena stvar, da je tak način učenja ali pa razumevanja, so LLM-ji zdaj ful supercharger, ker zdaj je pač krasno, jaz se lepo usedem, pa rečem, no, zdaj bova pa se pogovarjala o tem članku, pa deva narediti tako pač neko kodo, ko je približno skica tega, pa je večinoma zdaj tako, da ne vem, tam v 10 minutah imam ne sam overview članka, ga berem, ampak tudi pač tako neko vsaj provizorično kodo z osnovnimi idejami, pa grem pač ful globok. Ta del je pa super, tukaj sem pa zaenkrat še vedno na OpenAI, zato ker enostavno naredi z najmanj iteracijami, se mi zdi, da dobiš pač, če ni, ja, ok, če pač tudi da, ker ni to praktično, pa ne vem, ni smiselno delati v ideje in pa pač tisti, če pa sam rabaš nekako ti ven splune, pa da it just works, je pa OpenAI še vedno se mi zdi najboljši. Boris, lahko karkoli komentiraš, drugače bi te pa nekaj specifičnega rad pa vprašal. Ja, mogoče bi sam komentiral to glede scalinga, ne, pač mislim, se načeloma za ta sam bazični scaling velikosti modela smo itak vedeli, da na nek način bomo imeli neke vrste diminishing returns, ne? Ker je pač potrebno eksponentno več pač kompjuta za to, da dosežemo v bistvu boljši rezultat. Ampak v bistvu, kar se mene tiče, ne, so z Grokom 3 dokazali, da tudi ta bazični scaling še vedno deluje. Ne? Samo pač mogli so uporabiti, ne vem, 200,000 hastotk za to, da so to demonstrirali. Ne?
ampak mislim, da ni nesignifikantno, ne, zato ker je potencialno tle, ne, če še naprej smo pripravljeni investirati tako visoke zneske v to, plus če pride še do kakšne nadaljne optimizacije pač računske infrastrukture, je tudi ta prvotni osnovni scaling verjetno še vedno živ. Drugače pa moja izkušnja je tudi bila zelo pozitivna z Grokom. Tako, jaz sicer uporabljam kombinacijo teh modelov, malo odvisno od specifičnega taska, ampak ja, mislim, Grok je zdaj primerljiv praktično vsem ostalim. Tako da tudi za posamezen task, če bi se odločil, da bom namesto tistega drugega modela uporabljal Groka trojko, verjetno ne bi naredil velike napake. To mi je bilo zanimivo, ker si rekel, scaling deluje še vedno, ampak kakšen imaš pa komentar glede ROI-ja tega, ker jaz si zdaj ne predstavljam, se pravi, Elonovo investicija, ki je bila daleč največja do zdaj, prišel je pa na raven, da je ta model primerljiv z ostalimi, ki so na trgu, in zdaj je on en dodaten player med ostalimi. A bo to smiselno skalati na ta način naprej? Mislim, vidimo, da je možno, si rekel, ampak a je smiselno investicijsko to delati? Treba je pogledati trajektorije teh recimo igralcev zdaj na trgu. In pač XAI ima daleč najbolj strmo trajektorijo v smislu, kje so začeli, pa do kje so prišli v določenem času. In zdaj pa pač v bistvu treba je počakati na naslednji korak. Ampak recimo, če bi slučajno XAI še vedno skaliral, če bi ohranili to strmo trajektorijo rezultatov napram ostalim glavnim konkurentom, potem v bistvu lahko ratajo tako definitivno prvi v smislu, da imajo konkretno prednost pred ostalimi. Mislim, se tudi zdaj, če pogledamo čistko, če gremo zdaj pogledati lestvice, je dejansko Grok trojka prvič po kar nekaj časa model, ki je v bistvu v vseh teh kategorijah na tej chatbot areni na prvem mestu. To recimo nismo videli že kar nekaj časa. A veš, glej, z te strani, kar so si kupili, je čas. Ravno tukaj bolj si ga pač hitro so prišli do te točke, kjer so prišli. Tukaj jaz pač spet jaz ne mislim, da oni rabijo biti najboljši, rabijo biti good enough in potem je pač samo ta horizontalna integracija, če hočeš z X-om in z vsem ostalim postane relevantna. Pač oni so v bistvu edini, no niso edini, ampak so, recimo poleg Google so oni edini tak velik player, ki sedi na zelo zanimivem in samo njim lastnem datasetu. Arguably je še boljši od Googlovega. Zato, ker je pač ima up-to-date in je pač to je de facto interfejs za breaking novice in za recimo večino političnega diskurza in tako naprej. Tako da pač je tukaj mu omogoča, pa tudi pa raznih marketing announcementov pa tako naprej. Tako da jim omogoča zelo dober pač capture tega in samo mora biti da good enough algoritemsko in potem je pa to, da so pač integrirani, imajo boljši dostop do boljših podatkov, pa imajo relativno dober user experience, pa so zmagali. In iz tega vidika, veš, pač ni to tisto ulaganje, kakor je recimo, ko se zdaj Microsoft malo boji, da bomo pač tukaj sam z lopato v ogenj metal denar, pa pač upali na najboljše, ampak je pač on ima dosti jasen endgame, ni samo tisti pač, tukaj moramo se v bistvu boriti proti tem nekim pač vetru, ko nam piha v faco, pa nas počasno pač, zdaj, ker smo na točki teh diminishing returns, ampak on samo uporabi biti good enough, zato da potem njegove ostale te pač asseti, ko jih ima, začnejo tukaj delovati in ga porinejo naprej. Ja, definitivno je pa to dobro za končnega uporabnika, to, kar se zdaj dogaja, velika konkurenca in race to the bottom z vidika cene, noben nima monopola, da bi lahko cene gor držal umetno, tako da to je za vse nas zelo dobro. Ti si nekaj omenil, Simon, glede Microsofta pa komentarjev Satje, ker tudi je povezan s tem, kar smo zdaj govorili. Koliko so smiselne te investicije? Ja, kar naenkrat, če smo se prejšnjikrat pogovarjali s tem velik, ko je pač bolj ali manj OpenAI sam hype, kako bojo, kaj je bilo 500 milijard investirali v naslednjih 10 letih v neko build-out AI infrastrukture. Je zdaj pač Microsoft začel govoriti o tem, da mislijo, da to je pač, niso nam rekli overhyped, ampak da tukaj je pač preveč
grajenja za to, kar je potrebno in postajajo predvsem bolj previdni, glede tega, koliko agresivno bojo šli v investicijo, izgradnjo, tudi že omenjajo o tem, da mu je pač popolnoma udobno, tudi da bojo pač samo najemali pa si sposojili kompjut, omenjajo to, da je mnenja, da je veliko enterpriseov šlo v pač overbuilding infrastrukture, ki jo ne bojo znali pametno izkoriščati, tako da bomo pač bili v bistvu v situaciji, ko infrastruktura ne bo bottleneck, in zato tudi oni pač ne vidijo strateško, da bi bilo za njih smiselno, da so oni eni izmed tistih, ki gradijo to infrastrukturo. Ti si tudi slišal te komentarje od Satje. A si to kaj spremljal na Twitterju? Jaz sem bolj probal sam razumeti, kaj so dali ven s tisto malo napravico za quantum computing. Kaj pa? Neko čudno ime ima in to je to. Kdo bi nama lahko to razložil od vaju? Quantum computing, kompjuter od Microsofta, ki je bil predstavljen. Jaz sem spremljal, ki je dosti zaenkrat kvantnega računalništva. No. Tako sem tudi jaz videl to novico, ja, ampak trenutno nimam občutka, da ima v taki, bom rekel, kratko do srednjeročni prihodnosti, da utegne imeti velik impact. No. Tako da je še malo. Mislim, da bomo prej na drugih teh vejah prišli do tega, da bomo imeli velike spremembe, kot pa na kvantumu. Bo pa kvantum po moje relevanten ful, vrstni red je ključen. Ne? Ja, jaz tudi mislim, da pač sem videl, da je prišlo ven, ampak trenutno nimam bandwidtha, da bi pač to fulgledal, pa sploh pač kvantnih mrež in taka stvar, ko je tradicionalno je zelo velik hype pa overpromise, tako da je treba res previdno te stvari brati, pa pač razmisliti, kaj in kako je. Sploh, kadar je recimo tudi timing dosti ugoden, da se po eni strani recimo, če pogledamo Microsoft malo umika iz AI dirke in potem, ampak čudežno pa ravno zdaj naredijo pa nek velik breakthrough v quantum computingu, ker je pač zelo prikladno, da ne bi slučajno recimo, tvoje delnice šle preveč dol, ker bi ljudje imeli feeling, da zgubljaš edge pa tako naprej. Tako da, ampak kot rečeno, lahko jim delam pač full krivico, pa so nekaj res pač spektakularnega naredili, čeprav spet recimo, zdaj če pogledamo za en tak posvaj zanimiv proxy za to, kak je kot prediction, oziroma prediction market za to, koliko blizu smo nekih uporabnega quantum computinga, je pač vprašanje, a je kriptotrg padel. Ker če bi bilo pač tukaj nek resen timeline do tega, da imamo dosti usable kvantne računalnike, potem kar naenkrat je pač value proposition kripta, vsaj v enih, dobro, zdaj so tudi razlike, seveda mislim, niso vsi enako na to občutljivi, ampak tukaj definitivno bi bilo verjetno neko nelagodje, ko bi znali biti, da bi ga videli na trgu, pa se to niti malo ni zgodilo, ampak to je spet to je bolj kot nek ta kurioziteta, kako lahko tudi na te stvari gledam, kot pač nek zelo globok doprinos k tej debati ali pa uvid. Če bi mogoče še komentiral. Kar izvoli. Ne, v bistvu sem se hotel mečko vrniti sam nazaj na temo glede Satja, no, ampak kar ti dokonče misel pa. Ne, jaz sem hotel v bistvu zapeljati v drugo smer to debato z vidika tega, kar smo zdaj govorili o teh velikih playerjih, ki med sabo tekmujejo, ponujajo modele, ponujajo API, ponujajo sicer tudi produkte za B2C, se pravi ChatGPT recimo. In narativa zadnjih, 3 leta je bila, da vsi te wrapper produkti, ki uporabljajo te API-je, ne bojo preživeli na trgu, zato ker jih bojo te veliki playerji pač pojedali, bojo njihov use case kar integrirali v svoje produkte. In zdaj se v bistvu zadnje čase kaže obratno celo, da edini, ki delajo denar v AI spaceu, so v bistvu wrapper produkti, In midva sva včeraj, je bila nedelja, sva malo padla v en ta wrapper produkt z Andrejem. V bistvu so to te startupi, kako bi se temu rekel, no-code programiranje. In mogoče lahko Andrej malo pove njegovo izkušnjo z Lovable in kako se je ljubil celo nedeljo s tem produktom. Kako poetično, stari. Ja, to je to. Ja, začel se je, to je bil moj drugi ljubimec. Začel se je z, Replit. Replit, ja.
Saj sem slišal že za to, ampak iskreno nisem se kaj dosti poglabljal, pa včeraj sem pa si na hitro naredil račun in se začel s tem igrati. In mi je bilo ful všeč, ker jaz sem dostikrat že tudi v preteklosti imel neke take ideje za neke simple, v bistvu bolj ka ne hece na internetu, dajmo tako reči. Ful mi je recimo bila všeč pred, kva je bilo zdaj to, že po mojem 20 let nazaj, tisti $1 million homepage, kjer je tip prodajal, kaj so bili tam, pikseli, en piksel je bil $1 in bilo je, ne vem, neka mreža, kva, 10,000, 10,000 ali nekaj tasga. In meni so take stvari, so mi ful všeč in sem velikrat imel tako kakšne take ideje, ampak nisem znal kodirati, in moraš pač znati malo programirati, da kaj tasga narediš. No in ko sem pa videl ta Replit in ko sem to začel, sem bil pa čist blown away, koliko simple bo zdaj v bistvu ratal sprogramirati neko čist hudo stvar lahko na internetu. No, pol mi je Klemen rekel, da je Lovable še malo boljš, zato ker si neko stvar tam delal. In ja, po moje sem ene par ur se igral z nekim demotom in smo pol to probali. Sem eno tako čist simple igrco naredil, ker sem tudi hotel, da je multiplayer in smo štirje se povezali in smo dejansko proof of concept je bil narejen in je bilo res zelo zabavno to videti. Tako da sem pol bil tako, cel dan sem o tem razmišljal in še danes imam nekako to v glavi, koliko bo res, kakšen revolucionaren čas prihaja, ker bo ta demokratizacija kodiranja vsaj na nekem dosti enostavnem nivoju bo po moje čist se bo pač to zgodilo. Ja, jaz v bistvu vse, ki to poslušajo, pozivam, da mogoče probajo ta Lovable, pa da niso programeri, da v to vrstico noter, chat vrstico vpišejo svojo idejo za app in potem vidijo, kaj pade ven, že prvi korak. Jaz lahko v bistvu pokažem, kaj sem jaz včeraj delal. Screen. A vidite? Ja. V bistvu je bilo tako, da sem dobil eno idejo za eno igrico enostavno na foru Space Invaderjev in v bistvu že prva verzija, ko mi jo je Lovable dal ven, je bila delujoča. Pol sem sicer 3 ure porabil, da sem dodajal funkcionalnosti, pa pimpo igralnost, pa UX, ampak tako, da sem v 2 minutah ali pa 5 minutah dobil prototip iz svoje ideje, to je meni bilo čist mind-blowing, ker, a veš, Boris, se spomniš, jaz sem pred 1 letom pa pol sem naredil app za iOS, isto brez znanja kodiranja, ampak sem se kar namučil takrat, ker sem ChatGPT je bil na voljo, v bistvu GPT-4, niti ne vem, če je bil turbo, ne spomnim se zdaj in ja, errorje sem dobival, sam produkt je tudi dol padel ChatGPT-ja, tako res sem eno noč rabil, da sem nek tak res osnoven prototip naredil. No, zdaj sem pa z Lovable naredil v 5 minutah delujoč prototip, ki zgleda takole v bistvu. Sej ni dosti drugače zgledal tista prva verzija. Jaz sem pol dodal več jezičnost, pa nek difficulty. Ampak ja, v bistvu naredil sem igrico, kjer strelaš račune, in moraš tokrat zadeti, kakor je rezultat. In to dela v browserju in tako. Res je zanimivo, v kakšen svet hodimo, Tako da bom dal tudi link do te igrice, moram še malo spimpati dol, ko bom to objavil. Ampak dejansko, jaz sem človek brez znanja
kjerkoli jezika programerskega, ne. In sem tole uspel narediti. Zdaj pa jaz mislim, da smo res zgodaj, kar se tiče teh no-code rešitev, ne. In tako, kot sem rekel, Wrapper, Lovable, mislim, da 18 mesecev obstajajo, da so zdaj na 100 milijonov ARR-ja, se pravi letnih naročnin. Tako da ja, to je nekaj za imeti v mislih, za vse, ki poslušajo, pa imajo ideje, oziroma vsaj prototip lahko zelo enostavno narediš, ko ga pokažeš developerju, a ne. Zdaj ne pravim, da lahko s tem res greš na trg, mogoče celo, no, ampak je pa dosti drugače, kot pred enim letom pa pol, ko smo takrat, ko sem tiste app delal, no. Drugače je zanimivo, ne, da po mojem smo se dotaknili te teme v eni od jesenskih epizod lani, ne, samo da smo takrat v Replitu govorili, ne. Tako da smo že takrat, mislim, da poziva ljudi, a ne, da ne poizkusijo, ne. Ampak ja, jaz se tudi strinjam, ne, trenutno definitivno so te produkti, kateri Lovable šli še bolj naprej, da so še bolj prijazni končnemu uporabniku, ne. Medtem ko na drugi strani mogoče za pa recimo one ljudi, ki pa vejo nekaj o programiranju, ne, sta pa trenutno verjetno Cursor pa tale Windsurf, a ne, po moje najboljše rešitvi, ne. Čeprav tudi vedno bolj greta v tej smeri, da so v bistvu agentski in da v bistvu je pač agent tisti, ki izvaja taske in ne gre več samo za neko dokončevanje koda, ne. Tako da tudi recimo je zanimivo, po moje marsikdo, ki je uporabljal Cursor, pa še ni uporabil te nove verzije, ki ima v bistvu tega agenta noter, ima napačno predstavo o tem, da Cursor zmore, ne. Ja, se vem, da vsi te naši developerji, da kar Cursor uporabljajo kot defaulten, kako bi rekel, canvas za pisanje kode, a ne? Ampak so pa te produkti, ki smo jih zdaj omenili, Replit pa Lovable, ful bolj usmerjeni v ljudi, ki ne poznajo kode, pa ne znajo programirati. In je nekaj za pogled, no, za večino poslušalcev. Simon? Mislim, meni je bil Replit recimo že od nekdaj pač mi je bil zanimiv, še predno so bile se te AI zadeve, zato ker so pač oni imajo dosti, ne, to pač živo okolje, pa tako naprej, ko je tam, kot je v bistvu dosti neke te, drugače rečemo, birokracije ali karkoli pač infrastrukture, ti stran vržne. In se mi zdi, da recimo iz vidika tega, če bi me vprašali, kako mislim, da bo izgledal nek tak AI native razvojno okolje, oziroma pa AI first razvojno okolje, se mi zdi, da je Replit predvsej bližje temu kot Cursor. Cursor je pač glorified, je pač še vedno IDE s temi osnovnimi funkcionalnosti, ko jih imaš, ker je pač efektivno, ne, text editor s specifičnimi funkcionalnostmi, medtem ko Replit gre pa recimo pač predvsej del s tem, ko ti da tudi pač neka okolja, v katerih lahko izvajaš stvari, tako naprej. In to je po mojem, da sploh, ko pač nekako to porineš do logičnih meja, kaj se tukaj da delati, predvsem bolj zanimivo okolje, kot pač kaj lahko delaš s Cursorjem. Ja, jaz iz svojega vidika za mojo ciljno skupino, kar sem včeraj samo pogrešal, je nek voice interaction, pa neko opcijo, da bi jaz kar risal gor po prototipu, pa nočem videti nikoli niti vrstice kode, a ne. Jaz se nočem s kodom ukvarjati, da bi jaz imel interakcijo s tem sistemom, kot jo imam z developerjem, a ne. Ampak da spiše popravke on v minuti, ne v dnevih, a ne. In jaz nimam nobenega dvoma, da bo tako svet zgledal, vsaj del tega sveta čez 5 let, da boš ti glasovno specifikacijo govoril in popravke delal in bo se real-time prototip kar spremenil, mogoče celo na tvojemu telefonu, da sploh ne boš računalnika rabil, ne, tako kot Replit je dal ven iOS app, app, ki delaš z njim druge appe, a ne. Tako da to bo v bistvu velike implikacije imel na software, se mi zdi, velike. Mogoče je tle vredno dodati, ne, ker se mi zdi, da po moje dostkrat, ko se pogovarjamo o tem, pa damo kakšen tak primer, recimo igrce ali pa česa, ne. Tako, vsi oni ljudje, ki so tako, ki gledajo na zgodbo umetne inteligence iz optike podjetij, ne, tako izgubijo interesa, ne. Ja, sej, mi se pa ne igramo tukaj, mi pa le delamo resne stvari, ne. Ampak jaz si sam tako predstavljam, ne, recimo, jaz tudi sam to uporabljam, ne, v kakšnih kontekstih, ne. Vsi take stvari, recimo, ki si soočen, naprimer, z nekim ogromnim Excelom, ne. Pa moraš iz tega ven ekstrahirati neke podatke, pa jih na nek način urediti, pa tako naprej, ne.
to vse bi lahko bile neke mini aplikacije, ki bi v bistvu ti povedal, pač kaj se mora zgoditi, ne? Ali pa mogoče bi včasih lahko samo skopiral noter en mail, ki te prav, kaj moraš narediti s temi podatki, ne? In bi v bistvu to lahko spremenil v nek mini app, ne? Tako da jaz mislim, da tista točka, ne, ko bomo začeli v podjetjih videti več tega, da bodo ljudje, ki obvladajo določeno domeno, pa nimajo nobenega znanja programiranja, imeli te osnovne predispozicije, v bistvu, da lahko tudi tak app dejansko s pomočjo ustreznih orodij razvijajo. V tistem trenutku bomo začeli videti, da se bo to začelo bolj poznati na dejanskem dvigu produktivnosti. Ne? Ja, pa zelo viral so šli komentarji, isto Satya iz Microsofta pred parimi tedni, ki je izjavil, da bo cel ta SaaS layer počasi šel stran. In glih to je povezan s tem, kar si zdaj govoril, Boris, da ne boš v podjetju kupil nekega SaaS-a, pa plačeval naročnine, ampak boš skodiral svojo rešitev, ki ti rešuje custom problem, ki ga imaš. Ne? In se mi zdi, da to bo tudi, ne vem, če bi ti Salesforce rabil v firmi, pa to ful stane, pa ti rabiš samo enostaven CRM, ki ima neke posebne workflowe, boš lahko to kar sprogramiral sam, ne? Ja, mislim, se nam mogoče beseda sprogramiral ni ta prava več, ne? Zato, ker verjetno bo do tisti točki, ko se bo ta pristop začel širiti po podjetjih, ne bo več nikjer nobene kode, ne? Ampak bo dejansko vse potekalo skozi pač jezika, ne? Oziroma, tako kot si rekel, Klement, ko se mogoče zdaj pogovarja z developerjem, pa pol pride developer nazaj do tebe, pa ti pokaže, kako stvar dela, pa mu lahko daš en feedback, ne? Ali pa ne vem, verjetno, mislim, nismo po mojem več zelo daleč, to se že danes do neke mere da narediti, ne? Samo problem je, kako so zdaj trenutno podjetja organizirana, pa bom rekel tudi, kako je znanje vsem tem razporejeno po podjetjih, v bistvu predstavlja zavoro za to, ne? Se pravi, govoriš bolj o svetu, kjer ni statične kode, se pravi, ne obstaja nek software, ki je narejen, ampak ti v bistvu real time rešuješ svoje probleme s pomočjo naprednih AI sistemov, a ne? Za tisti primer si spiše kodo, ti reš problem, pa ne rab ta koda obstajati, ne, fiksno. Ja, samo je tle tako, ne, za ta del, se pravim, tle bo to vedenje o tem, da se to da delati, pa recimo tudi to, da boš v podjetju, ne vem, nekdo bo mogel konec koncev neka dovoljenja dati za to, da se lahko na tak način software sploh uporablja, ne. In to bo trajal en čas, da se širi, ne. Po drugi strani, ne, imamo pa zdaj te agente, ki v bistvu upravljajo z računalniki na podoben način kot ljudje, ne, tako da gledajo v bistvu sliko ekrana, pa lahko pač imajo interakcije z gumbi in podobno, ne. Se pa tle tudi zdaj ogromen napredek dogaja, ne. Zdaj vprašanje, kaj je tisto, kar bo prej dosegel, recimo, razširjenost v podjetjih, ne. Mislim, mogoče v eni točki bomo en kup enih problemov že samo z enim takim agentom rešili, pa ne bo rabil zdaj en človek narekovati nekomu, da mu napiše nek mini app, ki bo v bistvu delal to isto stvar, ne. Tako da tle, ampak siguren, da oba ta trenda bosta se začela pač poznati v neki vsakdanjiku. Simon, si ti imel kaj kle, no code? Mislim, jaz pač to vidim kot nek ta lok, ki je bil, a veš, ki se je že dolgo časa na to naslednja iteracija, ker smo imeli, ne vem, Excel, pa Microsoft Access, pa tako naprej, se je pač full nekaj tega sploh pač long taila, pa sem imel, pa tako naprej, ko laufa popolnoma tam na nekem golomazni, to zdaj že skoraj lahko rečemo, aplikaciji napisani v Excelu. Ali pa pač včasih, ne vem, v Accessu ali pa karkoli tacga. In to je pač zdaj, po mojem, da tukaj bo dost na iste ljudi nagovarjali, pa pač bo neko dosti podobno funkcijo imeli, ko je pač po eni strani ti da ogromno nekega leveragea, kaj lahko narediš, ampak po drugi strani pa tudi to bojo potem neke take grozne, popolnoma hermetično zaprte in unmaintainable zadeve, ker pač bomo vsi samo upali na najboljše, da to pač dela, ko pa enkrat nekaj delati, bo pa precej lahko boleče. Zdaj je sicer nekaj upanje, da mogoče pa AI bojo znali tudi to sami za sabo dosti dobro brati, da bojo pač to popravili, ampak v vsakem primeru pač tukaj je nekaj tako, mislim, da je ta pač ključna
značilnost tega bo, da bo precejšnji meri tako nek write-only to. Oziroma bo pač samo neko dograjevanje na podoben način, kot je pač točno neke te Excel aplikacije. Tako da, pač, kar je po eni strani, so zmožnosti, ki jih dobimo, fantastične, ampak po drugi strani pa tudi zna biti, da jih malo da precenjujemo, koliko bo stvari spremenile, ker je pač relativno dober tooling, zato je že na voljo. Zdaj, kar je pač mogoče postal problem, ali pa kjer rabimo nek ta naslednji boost, je to, da pač ta enterprise svet Excela in tako naprej dosti dobro deluje, ko je pač nekaj hermetično zaprt na podjetje samo, ampak ker se pa to porušili, pa interakcije z zunanjim svetom z raznimi API in tako naprej, ker pač seveda AI prenese glih tako dobro, imaš pač v te building bloke lahko, ki so neki zunanji API. Tako da tukaj pač gotovo je mislim, da se razumemo, je pač nek ne samo kvantitativen, ampak tudi kvalitativen skok naprej, ampak po drugi strani ni pa to nekaj, se mi zdi, ni pa to nekaj popolnoma nepredstavljivega. Ja, mogoče gremo lahko. Ja. Sem to bi še tle dodal, da po moje tako, ko sem tebe poslušal, zdaj Simon, ti se mi zdi si govoril bolj o tem, če bi dejansko ti prek tega no-code pristopa zgradil recimo neke tako relativno kompleksne, pa vse obsegajoče enterprise sisteme. Jaz pa sem bolj na to gledal iz tega vidika, teh mini appov, ker recimo tako, skoraj pogosto, če danes v podjetju vzameš recimo enega človeka, ki dela neko tako pisarniško delo, ima siguren v bistvu on neke take svoje rutine, kako se recimo nečesa lotne. Ne vem, recimo da dam primer, recimo da je prodajnik, ki mora redno predstavljati neke ponudbe. Verjetno od teh ljudi ima vsak neke te svoje rutine, kako to počne. In potem recimo, če on gre iz te službe drugama, ni tako, da je nujno te rutine, pa kako se on tega loteva prenesel na uno osebo, ki ga bo recimo zamenjala. Tako da dejansko takrat, ko on gre, je na nek način to izgubljeno do neke mere. Tako da jaz tudi vidim te mini aplikacije, ki bi jih lahko ljudje zgradili, zato da povečajo svojo osebno produktivnost. Ne bodo nujno take, da jih bo zdaj vsako podjetje uporabljalo, ali pa da zato recimo, če bo pa ta oseba šla, pa bo pol problem z vzdrževanjem, pa bo vse skupaj se razsula. Ampak bo pač tako bolj en tak oblak mehnih teh aplikacij okrog vsakega posameznika, zaradi katerih bo pač lažje delo. Vsaj tako se meni bolj zdi, da utegnejo stvari v tem umestnem času iti. To pač, sorry, kaj povej. Ne, Simon, kar izvoli. Hvala. To se pač ful strinjam, sam tudi, če pogledaš tako pač genealogija, tudi veliko teh na neki točki golomaznih sistemov v Excelu in Accessu in tako naprej nastavljam tako, da to so bili pač, kar je del problema, da ni bilo pač tukaj nikoli nekega top-down dizajna ali pa neke pač točke, kjer bi se ljudje usedli pa nabrali skupaj specifikacijo, ampak je nekdo nekaj tam naredil zato, da je bilo pač ena stvar lažje, pa je nekaj avtomatiziral, pa se je potem širil in tega po mojem bo tukaj zelo veliko. Tudi recimo ena stvar, ko je pač zanimivo vprašanje je, kako bo izgledalo kolaboriranje na tem, kako bo pač izgledal ta preskok med tem, ko je to najprej nek utility ali pa majhen programček, ga naredi nekdo sam za svojo uporabo, pa potem, ko pač bo to recimo se izkazalo, da imamo par ljudi v firmi, ki so naredili nekaj podobnega, pa morajo se to skupaj sestaviti, pa hočemo to poenotiti. Ali pa hočemo dodati funkcionalnosti, pa imamo tam te različne oddelke, vsak ta oddelek ima neke svoje te razvite mehne koške, se ne pa med sabo pogovarjajo. Tukaj pa smo pač na tem, da bo verjetno se mogli ti agenti potem nekako začeti razumeti, kaj je namen, ali pa se celo malo tako med sabo pogajati, pa ker se pač vsi, ko programirate, veste, da pač dobošen del, kaj pomeni biti programer, je to, da razmišljamo o trade-offih, ki pač da velikrat ni neke idealne rešitve. In tukaj se pač zastavlja ravno vprašanje, kako bojo pa ti AI agenti se razmišljali o teh trade-offih. Ja, zdaj nekaj časa že poslušam, kako je leto 2025 iz AI vidika leto agentov. Zdaj mogoče lahko sploh razložimo, kaj je mišljen v tem kontekstu. Pol pa Boris, lahko malo pokomentiramo te produkte, ki prvi tipajo v to smer agentskih procesov pa AI agentov, in to so te deep research produkti, ki so jih skoraj vsi releasali. OpenAI ima svoj, mislim, da se reče Deep Research, Perplexity ima tudi Deep Research, Grok reče malo drugače. Deep Search. Deep Search. Ja, tako da to je ena prvi ta korak v to smer. Pa če lahko tu malo razložiš, kaj se dogaja v teh produktih, da ti sproducira nek output. Ja, mislim, kar se agentov tiče,
To je tako vprašanje, nekaj zdaj velike debate okrog tega, kaj to sploh je. Jaz včasih probam to tako čim bolj poenostavljeno povedati, da je v bistvu to tisti program, ki lahko sam recimo pokliče en drug program, recimo prek API-ja, ima seveda neko nalogo, zaradi katere je sploh poklical ta drug program in potem, ko dobi nazaj rezultate recimo tega drugega programa, da lahko v bistvu se vpraša, ali je to zdaj rešil njegovo nalogo, ki jo je dobil ali ne, in če ne, potem ima možnost narediti nekaj drugega. Tako zelo poenostavljeno, ampak v praksi se mi zdi, da gre v tej smeri. Tako ne mogoče nujno, kaj se zdaj v teoriji pogovarjajo o agentih, ampak tako v tem trenutku v letu 2025 verjetno večino teh aplikacij agentov ta flow, ki sem ga opisal, dobro pokrije. Zdaj, kar se pa tiče teh produktov za iskanje, pač več ali manj vsi operirajo na tej osnovi, da pač dobijo neko nalogo, kaj je v bistvu treba raziskati na internetu. In potem v bistvu lahko izvajajo to iskanje, to pomeni, da pač grejo na spletno stran, dobijo iz tega vira določene informacije in potem pač evaluirajo, v kakšni meri so pač koristne za to nalogo, kako jih potem inkorporirati noter v samo to poročilo o iskanju, ki ga na koncu sestavijo za uporabnika. Tako da v bistvu pač to, kar dobimo nazaj kot rezultat, je v bistvu pač neke vrste poročilo, ki gre skozi mnoge različne vire, pa proba v bistvu povzeti to, kar se je sistem lahko v zvezi z našim osnovnim vprašanjem naučil iz teh virov. To se mogoče ne sliši tako zelo revolucionarno, mislim, zakaj bi bo konec koncev to sploh tako vredna stvar, pa pač v bistvu mogoče lahko delim, kje sem jaz odkril vrednost tega. Zdaj, jaz sem največ uporabljal ta Deep Research od OpenAI, za katerega bi še vedno rekel, da verjetno ta trenutek proizvede najboljši rezultat. A to je $200 na mesec? Je malo drag, tudi ima neko omejitev, mislim, da je 100 na mesec teh iskanj. Zdaj, kje pa je vrednost? Torej, mogoče najbolj, da dam recimo en preprost primer, s katerim se bo skoraj po moja večina poslušalcev lahko vsaj mečkam poistovetila. Lahko mogoče pokažeš, lahko tudi kasneje. Se nekaj dosti za pokazati, v bistvu bolj je za razumeti ta koncept, ki je od zadaj. Recimo, dobil sem vprašanje od nekoga, kako naj napiše dober prompt za neko generiranje slik. Pa ne, da bi recimo ta oseba imela prej kakšno izkušnjo s tem pisanjem promptov ali pa karkoli. In recimo jaz na mesto, da bi jaz pač pisal neke svoje izkušnje, pa nasvete, pa tako naprej, sem v bistvu samo štartil en tale Deep Research, malo sem povedal, da ene par specifik tega generiranja, recimo, da kako čim boljš recimo fotorealistične slike oseb zgenerirati, pa še par takih stvari, in potem je on naredil ta research. In jaz sem pa recimo tej osebi poslal ta research. In zdaj, Boris, koliko časa je trajal ta proces? To je hiter, to je v bistvu, ne vem, zdaj po občutku, jaz ponovadi, ko to dam, potem grem nekaj drugega delati, pa ko prijem nazaj, že končan, ne vem, mogoče, mislim, lahko da je 10 minut, recimo, verjetno ni več. Malo je tudi odvisno od tega, koliko on najde potem virov, pa koliko časa išče, No, in v glavnem zdaj, recimo ta oseba, če hoče neko sliko zgenerirati, vzame nek standarden model, lahko je to tudi brezplačno dostopen ChatGPT, copy-paste noter tisti report, pa napiše en stavek, preprost, kakšno sliko rabne. In zdaj avtomatsko, v bistvu ta research zdaj služi kot nek zelo napreden prompt, in kar naenkrat vsi prompti, ki jih v bistvu ta ChatGPT generira, so kar naenkrat super dobri, zato ker pač v bistvu noter v tem rezultatih tega researcha je bilo polno nekih nasvetov iz raznih forumov in vsega mogočega, kaj so se recimo ljudje naučili o tem, kako optimalno promptati te modele. Ampak zdaj, če probamo to prenesti v bistvu na druga področja, jaz mislim, da je to prvič
zdaj, da smo dobili neke vrste sistem umetne inteligence, ki producira rezultate, ki so dovolj dobri pa zanimivi, da se jih dejansko splača shraniti nekam in jih v bistvu uporabljati redno kot en umestni korak, ki v bistvu vse ostale sisteme, ki jih uporabljamo, lahko naredi pametnejše. In to pa mislim, da je tako. Moj občutek malo me je spomnil recimo na tisto sceno iz zdaj že starodavnega filma Matrix, ko v bistvu Neo pride tam v tisti hiperprostor ali karkoli, z Morpheusom, pa v bistvu samo pove, kjer orožje rabi, pa se prepeljajo vse tiste stalaže vsega možnega orožja, pa si pač izbere. Tle v bistvu zdaj smo na tem. Ti poveš v bistvu, katero znanje rabiš, in ti deep research modeli grejo naokrog, sestavijo v bistvu eno skondenzirano poročilo o tem znanju, in zdaj mi v bistvu to znanje lahko zapakiramo noter v katerkoli model in ga v bistvu naredimo boljšega za to, kar rabimo. Ja, to je ful zanimiv, sam je bilo potrebno tvoje znanje, tvoje ideje, da to narediš, Nekako pa si predstavljam svet, ker bi inteligenten sistem, kjer imam jaz z njim interakcijo, že sam znal predlagati, to bi jaz šel narediti, a se strinjaš? Jaz rečem ja, ker bo 10 minut trajalo namesto 1 minuto, in potem on zajame informacije pa stvari, ki jih rab on, da tebi boljš pomaga. Ja, ampak to je pa tisto, kar smo se prej pogovarjali, pač o teh wrapperjih. Tisto, kar sem jaz hotel dodati, je, da v bistvu to, kar je res neverjetno pomembno zdaj za to, da se bo umetna inteligenca več uporabljala, je uporabniška izkušnja. In pač uporabniška izkušnja v bistvu produktov, ki samo temeljijo na tem, da ti konstantno pišeš noter neke dolge tekste, na podlagi česa se nekaj zgodi, pač ni dobra in predstavlja veliko oviro dejansko za uporabo tega. Kar pomeni, da wrapperji, ki so dobro zasnovani, pa je nekdo od zadaj res premislil, kaj uporabnik resnično rabi, pa kako mu to v bistvu dostaviti na čim bolj enostaven in preprost način, za čim manj nekimi ovirami, imajo po mojem še vedno velik potencial. In tudi recimo zdaj, ko se pogovarjamo o teh research orodjih, zdaj še vedno to orodje pač dela nek research, ampak zdaj v naslednjem koraku pa verjamem, da bodo produkti se pojavili, ki bodo spet neke vrste wrapperji, ki bodo predpostavili to, da v bistvu je potrebno najprej narediti nek research, preden boš lahko uporabniku najbolj optimalno v bistvu naredil, karkoli že pač on hoče od tebe. Tako da bo v bistvu to noter že vkorporiran kot en del pač tega zalednega sistema, aplikacije. Se to so bili komentarji, če si videl od Dario Amodeja od Clauda, ki je rekel, da bojo releasali reasoning model, ampak da se bo model sam odločil, koliko časa bo razmišljal, glede na test, ki ga je dobil. In potem, kaj se je zgodilo takoj potem, Sam Altman je v bistvu skenslil release O3 in je rekel, da pride GPT 4.5, pa potem GPT-5, ki bo pa isto komponento imel, se pravi, GPT-5 se bo sam kot agent odločil, ali uporabi reasoning del, ali lahko base model to plune ven, na hiter. In točno to se je zgodilo zdaj, če greš na ChatGPT, pa imaš plačljivo verzijo, tam v drop-downu imaš zdaj 6 modelov. En je O3 mini, en je O3 mini high, en je O1, en je GPT-4, pa GPT-4 mini. In ti kot uporabnik moraš zdaj vedeti, jaz imam ta task in najbolj primeren je ta model za ta task. In to se mi zdi, da preveč od končnih uporabnikov zahtevamo. Da to bi mogel biti ChatGPT produkt, ti prideš, daš task in potem se on odloči, koliko na hard bo šel v ta problem. Ja, se strinjam. To je to, kar imamo zdaj, potem tisti, ki imajo pač to pro verzijo, je samo še hujše, pa so še dodatni modeli noter. To je zelo ne dobra uporabniška izkušnja. Pa še imena so taka abstraktna. Ja, me prav zanima, kaj bojo zdaj iz Antropika releasali ven, ker nek joke je bil na Twitterju, da
namesto da bojo releasali nov model, bojo nov safety block napisali. Ne vem, če si to videl. Sem videl. Ta Dario v bistvu safety bloge piše, ne releasajo pa nič. No. Tako da mislim, da bo zdaj neki tasga prišlo ven, nek model, ki je bolj agentski, a ne, glede odločanja tega. Ne. Ok, imamo še eno tematiko, ki je mogoče zanimiva tudi za Andreja. Vse te so bile tudi zdaj. No, ampak ti si bolj v tem fizičnem svetu, se mi zdi, robotike. To je res. Humanoidne. Meta je odprla nov oddelek za robotiko. Neke so govorice, da tudi Apple razmišlja v tej smeri. A ne? Oni so neki taki dobri bili v preteklosti z kombiniranjem hardverja in softverja. A ne? Tesla tudi vemo, da je že predstavila svoje prototipe teh Optimusov. A ne? Tako da ta hardver je meni osebno manj zanimiv, ampak vem, da bo imel tudi velike implikacije na človeštvo. A ne? Kdaj bomo to videli? No? Ne vem, lahko kdorkoli od vas pokomentira. Kdaj mislite, da bo vsaj neko gospodinjstvo v Sloveniji imel doma robota, ki bo lahko skuhal večerjo? Evo tako. Mislim, to, recimo, kje smo zdaj v tej fazi. Ne? Zdaj mislim, da že je neki par primerov bilo, ki so si recimo kakšni spletni influencerji recimo kupili kakšnega od teh humanoidov iz Kitajske pa pač ga vozili v krog, kar je mogoče v tem trenutku še tako malo bolj za hec pa za nabiranje lajkov, kar pa je bilo zelo praktično. Kako? Robotske pse imaš tudi te kitajske. Ja, mislim, robotskega psa, to je pa res dostopen zdaj, mislim, da stane, ne vem, $2400 lahko kitajska, ne, mislim. Samo pač, kar se same proizvodne tiče, ne, pa po mojem se bo razdelil, no, te ponudniki, eni bodo targetirali bolj poslovno uporabo in recimo v temu segmentu jaz pričakujem tekom letošnjega leta, no, da se bo pač dal kakšnega od teh robotov kupiti za relativno visoko ceno na začetku, ne vem, mogoče govorimo recimo $100,000 ali kaj podobnega, ne, pa bodo pač lahko upravljali kar en nabor del ne, v recimo nekih proizvodnih settingih ali pa skladiščnih ali pa takih stvareh, ne. Tako da bi pa rekel, ne, da po moje v recimo naslednjem letu je za pričakovati tudi kakšne produkte, ki bodo targetirali gospodinjstva. Ne. Zdaj, koliko hitro ne bo pa prvi uporabniki v Sloveniji to naročili, pa že malo drugo vprašanje. Ne, ampak, ja. Jaz mislim, da smo predvsej blizu, no, v glavnem. Ja. Jaz tudi, če bi mogel dati na številko, bi se rekel 3 do 5 let. Zdaj, iz vidika, kaj v zasebnih gospodinstvih, ker bi jaz najprej bil pozoren, kdaj bomo imeli neko, ne vem, prvo restauracijo ali pa kakšenkoli nek tak pač komercialno okolje, kjer jih pač lahko je dosti butično ali karkoli, kjer bo uspešno aplicirani, potem pa pač pričakujem, da bo tam pa dosti hitro ta preskok, kot da najprej kot nekaj takega dosti pač premium stvari in potem recimo v gospodinstva do te mere, da bi jih recimo nekdo v Sloveniji imel. Tako da, po mojem, da je realno gledano, da so vse pač time to market, pa tako naprej časi, tam nekaj 3 do 5 let. Niti ne nujno toliko, pa to ni sodba o tem, kje je tehnologija, ampak samo pač sodba o tem, kje smo, da se to sproduktizira, pa da je pač to pa da je tudi pol to sprašen trg. Drugače mogoče sem tako, ne. Zdaj, kar se tiče recimo humanoidnega robota, ne, pa recimo, če se pogovarjamo o tem, ne vem, da skuha kosilo, ne, pa mogoče je to recimo precej zapletena naloga, ki zahteva ful enih stvari, ne. So pa tudi naloge recimo v gospodinjstvu, ki so bistveno lažje kot to, ne. Tako da recimo moje pričakovanje bi bilo recimo sploh kakšne kitajske firme, da bodo v bistvu lansirale dovolj pocen humanoida, ki bo imel na začetku mogoče malo omejen nabor funkcionalnosti, potem pa v zameno za naročnino, ne, seveda,
boš v bistvu lahko deležen popravkov, ki bodo prihajali v bistvu v obliki tega, da bodo širili spektr stvari, ki jih lahko ta humanoid doma naredi. Ne. In s tem si bodo v bistvu lahko zagotovili mogoče nek tak zgodnji vstop na trg pred ostalimi. Tako da ja, mislim, tako da tudi preden bo znal skuhati kosilo, ne vem, mogoče bo pa znal smeti odnesti, ne vem, ne, pač pripraviti pribor na mizi, ali ne, take stvari. Humanoidna robotka? Kako? Humanoidna robotka. Ja, Ker to pa je zelo bolj enostavna, kako bi rekel, bolj enostavni task. Pa se mi zdi, da market obstaja za to. No, mislim, market obstaja tudi za popolnoma nepremične robotke, tako da nič ne dvomim, da se bo tudi to razvijalo naprej. Ne. Kaj ti misliš, Andrej, glede robotk? A kdaj bojo na voljo? Ja. Pa da se cela premika ali samo roke? Ja. Ne vem, jaz mislim, gospodinjski roboti... A ti bi imel kaj tazga, recimo? Doma? Ja, jaz ful sanjam o tem. Ker samo razmišljam o tem, koliko enih mehnih taskov ti delaš, da vzdržuješ neko svoje res to mikrookolje doma in da to bo spet en nov, kako bi rekel, unlock človeškega časa. Kot pravni stroj, recimo. Ja, a veš, že pravni stroj je bil to, da ok, ne rabim zdaj nekega vira vode, pa reke, pa zdaj tam prati te cunje, ne, pa jih pol neki sušiti, pač dam te cunje v stroja. Ne. Ampak vse je pa s tem še ful enih stvari povezanih. Se pravi, jaz moram vedno zdaj, ok, ko se slečem, nekaj moram vršiti te cunje, ne. Lahko te robotka sleče? Lahko. Pol moram te cunje, vsi vemo, ne, moraš te cunje pol malo sortirati, pa jih dati v stroj, pa tisti detergent, pa mehčavec, pa prašek, ne vem, pa pol to ven, pa zložiti tako, pa spet to pospraviti, ko se posuši, tako da že sam to, neko management oblek doma je task in itself, ki bo ful enega časa, ja, kje so pol še vse, kar se tiče priprave hrane, pa vse, kar je v kuhinji, pa odnašanje smeti, pospravljanja, da je vse, da je nek red, pa imaš kopalnico, tako da ja, to mislim, da bo enkrat ful velik market in jaz se ful pripravljam na to, da bi nek velik znesek plačal za to, da si to omogočam doma. Jaz mislim, da je tle tudi velik market povezan z medicinskimi aplikacijami. Pač v smislu, tudi če začnemo, da bi ti recimo robot na začetku samo kakšne preventivne preglede lahko delal. Torej brez nekaj, kar bi zahtevali neko kompleksno manipulacijo. Ampak samo to, da je tam, pa da te lahko pogleda, pa ne vem, posname, kako hodaš, ti naredi osnovni nevrološki pregled, recimo, mislim, čist take stvari. Ne rabiš humanoida, sej to ne rabiš ga, ampak jaz mislim, da je to, v smislu uporabniške izkušnje, je lahko pač dejansko uporabniška izkušnja, ki je približno podobna temu obisku pri recimo zdravniku, mislim, tudi recimo take stvari, ne vem, recimo pregled kožnih znamen, pač, da si predstavlja, če hočeš to se pofotkati, mislim, tako, tam je pa v bistvu en robot, ki te sam pogleda, pa ti loda takojšen feedback, mislim, veliko je po mojem nekih takih caseov, Andrej, koliko pa misliš, da bo močen pushback družbe, ker jaz v bistvu, vse tudi poslušalci tega podcasta, mogoče ne točno te remota, tukaj so bolj tehnološko, kako bi rekel, ljudje, ki imajo tehnologijo radi ali pa rajše od povprečne populacije, ampak to, ko se pogovarjamo o robotih, humanoidnih robotih, pa da ga imaš doma, pa da ti nekaj dela namesto tebe. Jaz mislim, da je to ljudem inherentno, nekaj se jim vzbudi v telesu, nekaj negativnega, nekaj
neprijetnega. Ne? Koliko misliš, da bo velik ta pushback, ker že zdaj mi vidimo, sam za jajom, pa je to nek chatbot, je bilo nekaj tega, ne? To pa, da imaš v obliki človeka nekoga. Veš, na kaj sem se zdaj spomnil? Spomnil sem se, pa kje mogoče se je zdaj populacija srečala z nekim robotom, je s tistim dost prikupnim robotkom v McDonald'su, ne? Tiste, a veš, ki se voz... A ja, kapladne. Ki ima nek tak zaslon in tam gor je nek maček narisan ali neki tako, nek tak avatar so mu dali. In tisto se voz in ja, ti pladen je gor, ne, pa pol odložiš lahko nazaj in on se pač tam fura po restauraciji. In ne vem, 2 meseca nazaj sem bil in to opazujem in tako, veš, otroci, ki to jim je smešno, zabavno, tako se zelo v bistvu zabavajo, ki to gledajo. Tako vsak ta mal, ki je to videl, je bil tako, o mami, le to, le, kako to, ne. Tudi staršem je bilo zanimivo, tako da po mojem bo ful zanimivo, kakšne bojo sposobnosti teh robotov, še bo to zdaj nek humanoidni robot, ki tam salte lahko dela, pa parkour, pa ne vem kaj, ne, to bo ljudem grozen, ne. Ampak, če bojo pa te roboti malo bolj taki, ne clumsy, ampak neškodljivi? Tako, da bo to neki bolj tako cute, pa se sam po nekem koridorju lahko premika, pa ne zgleda lih ful grozen, pa mogoče to ne bo tako, ne. Tako da, tle bo po moje ful odvisno, kakšen bo dizajn tega, bo pa verjetno Evropa prednjačila v temu, da bo to regulirala, ne, še preden, zdaj ne vem, imamo že kakšen humanoidni akt vzuni, to se malo hecam seveda, ampak verjetno bojo napisana neka pravila, ne, a zdaj, če si ga ti kupaš za domov, a gre to lahko na javno površino, ne sme iti, pa ja, kakšne bojo sposobnosti, ne, a lahko on vzame, ne vem, a ima v bistvu roke, take kami, a so to bolj neke, ne vem, klešče ali kva. Ja, verjetno bo tako, bojim se, da v Evropi bo to ful zreguliran, pa bomo mogoče kasneje kaj tazga dobili, pa bo bolj v Ameriki, pa mogoče Aziji, pa na teh trgih to prej, pa bomo pač videli, kaj bo, ne. Ampak kdo še odvajal kaj za dodati? Mislim, mogoče ta komentar, ne, kar se tiče Evrope, ne, pa regulative, pa tega, no. Jaz še vedno mislim, ne, da, mislim tako, že zdaj, ne, pač se govori dosti o tem, ne, da si je Evropa v resnici z pretirano regulativo na določenih področjih ustvarila ogromno ekonomsko škodo, ne. Pač jaz mislim, da z vsakim nadaljnjim napredkom umetne inteligence bo to postajalo še vedno bolj in bolj očitno. In jaz mislim, da takrat, če se predstavimo v svet, ko recimo v Ameriki, ne vem, je v realnem svetu, ne vem, na 100.000 že humanoidov, da ne rečem milijonov, mislim, da hočeš nočeš Evropa mogla zavzeti drugačno stališče glede tega, čist, ker bo ekonomsko primorana na to, no. Mislim, pač tako težko si predstavljam potem eventualno svet, recimo, kjer imamo Ameriko, Evropo pa Kitajsko, pa smo se v Evropi nekako odločili, da ne bomo uporabljali humanoidov, no, naprimer, ali pa da jih bomo tako zregulirali, da bodo efektivno neuporabni, ne. Samo ne vem, pač kako bi izgledala pol ekonomija, pa kako bi lahko kakršnekoli upe Evropa imela za ohranjanje konkurenčnosti napram ostalim. Imamo turizem. Ja, za kakšno ceno, ne? Ja. Veš, kakšen bo izgledal turizem, ki ga bodo na Kitajskem podpirali humanoidi, v Evropi bodo mogli pa ljudje delati vse to, ne?
a bo potem, a bodo Kitajci to pripravljeni plačati, pa Američani. Ne? Ja, mislim, bolj iz tega, jaz se drugače strinjam s tabo, se to veš, ampak bolj iz tega vidika razmišljam, Evropa ima neke asete, ki so redki, ki jih ne moreš replicirati, a ne? Se pravi, benetke ne moreš replicirati. In malo se pohecam, a ne, da mogoče bo to kontinent, kjer mu bo ostal samo turizem in mogoče to, da se upokojiš na stara leta, greš mirno življenje živeti. Ker če bo to šlo v to smer, kamor gre, ne bomo konkurenčni. A ne. Že zdaj s temi akti ali pa to, da sploh Apple Intelligence pa Samsung AI ni dostopen, a ne, v Evropi, to v bistvu vplivaš na celo mlado generacijo, ki bojo mogli graditi svet naprej, kakršen bo, in če ne bojo imeli stika s temi tehnologijami, ne bojo mogli biti del te prihodnosti. A ne. Tako da, ne vem, mogoče bo šlo v to smer. A ne. Jaz sem tudi bolj na strani tega, da ne moreš regulirati stvari vnaprej, a ne, ker ne veš, noben ne ve v bistvu, kam bo to šlo in veliko škodo lahko narediš, ker boš over-reguliral. Ne? Ja, ne, cool. Ena stvar, zdaj tako, pač, kot sem tudi jaz načeloma, sem dosti pesimističen glede Evrope, ampak kjer pa pač bi lahko nek tak relativno bullish case naredili, pa to, da če bo nek ta nazaj zanihanje proti večjim fizičnim produktom, ravno zdaj s tem, ko smo se recimo pogovarjali o robotih, pa tako naprej, ko so pač neki fizični objekti, je vedno UX fizičnih objektov, ker je pač dosti povezano z dizajnom, načeloma Evropa je daleč pred vsemi ostalimi. Tukaj do neke mere mogoče je izjema bil zgodovinsko pač Apple, ampak tudi oni so pač precej izgubili svoj touch. Ampak če pogledate, ne vem, belo tehniko italijansko ali pa konec konca tudi avtomobil ali pa karkoli, pač enostavno tukaj smo v popolnoma drugem razredu. In zdaj, če bo pač tukaj se nek shift zgodil nazaj v te stvari, ko smo se prepovedali tudi prvi pač AI-ju, da uporabniška izkušnja bo zelo pomembna tukaj, če pač v fizičnem svetu še vedno pač imamo, ne vem, je pač očitno okolje ali karkoli, ali pač tudi neka zgodovina tega pač razmišljanja o dizajnu pa tako naprej, ki je enostavno pač, se mi zdi, da je boljša. In zdaj spet, to se mi zdi, da je pač full močen bull case, absolutno ne. Ampak zdaj pa recimo, se mi pa zdi tako iz vidika pač nekaj razmisleka, kje smo pa tako naprej, pa pač jo vam pa dam v debato. Gledajte, Evropa ima nek taste, ali kako? Ja, recimo taste. Ja. Simon, to bi bil tako še do pred kratkim v bistvu ful dober argument, se mi zdi. Ne? Samo, če pogledamo zdaj, kaj smo se naučili ravno iz avtomobilske industrije, ne? Recimo tem razmerjem med trenutno evropsko avtomobilsko industrijo pa to na Kitajskem. Ne? Jaz mislim, da ravno kar se tiče uporabniške izkušnje, v bistvu zdaj v Evropi to škota, ne? Ker ni svoje avtomobilske industrije bolj tesneje integrirala s tehnološkimi podjetji, ne? Kar pomeni, da se zdijo zdaj evropski avtomobili totalno za časom, sploh ravno v smislu te voznikove izkušnje, ki jo dobi, ki se usede v avto. Ne? To se jaz malo bojim, da se utegne pa tudi manifestirati na drugih področjih, ne? Tudi recimo konec koncev v robotiki. Ne? Mislim tudi, ker že če pogledamo, ne, če ne bomo eksperimentirali recimo s to tehnologijo, ne, pa imeli, bom rekel, nekih domačih evropskih brandov, kako bodo lahko rafinirali to uporabniško izkušnjo, ne? Če ne bodo imeli sploh svojih produktov, pa če tih produktov ne bodo relativno hitro izpostavili končnim uporabnikom, ne? Kjer bi se pač pokazale razne stvari, ki so potrebne nadaljnjih izboljšav. Ne vem. Ja, jaz se strinjam s tem. Sej lep primer je glih ta Volkswagen, pa njihovi problemi s softverjem, pa BYD, ne? BYD. Ful velike razlike se kažejo zdaj, ne? In v ceni in za to, kar dobiš. In vprašanje je za ta taste, ne? Ja, to je vprašanje. Ampak jaz sem nekako vseeno optimističen, da bo Evropa slej ko prej zamenjala vižo. Tudi politika bo videla, da mogoče tako ne bo moglo iti v tem novem svetu. Tako da jaz mislim, da preden bo neka katastrofa ali pa veliko nazadovanje, da bo Evropa spremenila smer, da se bo bolj usmerila v deregulacijo pa v podjetništvo.
To je zdaj tako vprašanje za vse vas tri. A mislite, da bo to Evropa ali bo posamezne evropske države? Pač, a je pravilno, da govorimo o Evropi, ali je bolj to samo, da bo mogoče par držav v Evropi, ki imajo pač vsaj nek potencial, da nekaj iz njih nastane? Zdaj, zakaj recimo pač izpostavljam to razliko, ker se mi zdi, da je, rečemo, v trenutnem, pač odmislimo vse njihove disfunkcionalnosti, ampak v trenutnem svetu recimo je Francija pozicionirana bistveno boljš kot tako rekoč kjerkoli druga država v Evropi, samo zato, ker imajo pač toliko veliko recimo jedrske energije. In če pa zdaj sprejemo to, da umetna inteligenca bo tako ali drugače pač predvsej odvisna od infrastrukture, ker potem takoj preskočimo tega, da bo zelo odvisna od dostopa do ogromno ali pa tako reč skoraj neskončno energije in tukaj nekdo, če pač primerjamo kar nekaj, pač Nemčija pa Francija jih ne moremo gledati kot neko enovite, ker pač Nemčija pač ugaša tovarne, zato ker si ne more privoščiti energije, medtem ko Francija pa pač tam veselo štanca nove jedrske elektrarne. Mislim, direkt odgovoriti na tvoje vprašanje, a bo to Evropa ali države, jaz bi sigurno rekel države, ker po moje Evropa kot inštitucija sama je toliko zbirokratizirana pa odmaknjena od realnosti in tukaj se res nanašam na ta AI Act, kako so oni bili ponosni, da so pač prvi na svetu neko regulacijo naredili, to si čist odmaknjen od neke pač realnosti, tako da upe jaz polagam v določene države in da bojo neke določene države imeli neko pametno politiko za katerokoli področje zdaj že se greje. Tako da verjetno bo to države. Boris, ti si hotel? Jaz pričakujem, da se bodo, v bistvu, bi tako rekel, da se bodo države, ki si bodo želele sprememb znotraj recimo Evropske unije med sabo povezale v nek blok. Mislim, da smo recimo malo zametke tega videli tudi pri diskusijah glede AI Acta, ker so bile recimo ene države izrazito bolj na tej strani, da bi ga mogli malo omehčati. Samo jaz mislim, da v tistem trenutku ni bilo dovolj neke konkretne ekonomske zaslombe, ki bi predstavljala močno motivacijo za to, da bi se te meje bolj ostro začrtale. Ampak jaz mislim, da počas pa jo bomo vedno imeli. In jaz mislim, da pa bo tisti točki, ki bodo bo imel dovolj držav res močan ta občutek, da pač če ne spremenijo tako precej drastično svoje politike glede tehnologije, da bodo pač enostavno trpele visoko ekonomsko bolečino, takrat se potem začne nekaj dogajati. Ampak tudi to ni nujno hiter proces. Recimo, če pogledamo dogajanje v Nemčiji, tam je v bistvu ta ekonomska bolečina zdaj že precej močno čutna, pa se vsem zdi, da recimo neke spremembe glede na primer uporabe jedrske energije in to niso ravno takoj za vogalom. Ja, res je, ta aparat ali pa te aparati se ful počas premikajo, mi pa kle govorimo, da čez 5 let bo svet totalno drugačen, pa delovni procesi bodo totalno drugačni, in to bo tak lag od zadnja, za tem, da se ta mamut premika, ali pa da zamenja smer, bo kar izziv, se mi zdi, na tem kontinentu. Sploh pa, kad to primerjaš, kad primerjaš Francijo pa Nemčijo, argument drži, ampak kad primerjaš Francijo pa Kitajsko z vidika energije, pa produkcije, je to totalno drugo vesolje. Tako da Francija, če bo hotela, bo mogla na globalnem trgu tekmovati, ne proti Nemčiji. In ti kle tekmuješ z Američani, pa Kitajci, in to se mi zdi, da je druga liga. Tudi z vidika energije, inovacij in vsega. Saj jaz nisem videl zdaj nič, kar bi mi govorili, da bo Francija nek player na AI področju. Tudi ta njihova firma, s katero se ful hvalijo, to ni na istem nivoju, kot te playerji, o katerih mi na tem podcastu skozi govorimo. Ampak bomo videli. Hvala vsem za tole debato, mesečno. Hvala tudi vsem, ki poslušajo. Boris, midva pa, mogoče še to povem.
In Boris in Andrej bosta 11. maja na eni konferenci, ki jo pripravljamo. Andrej z vidika Bitcoin tehnologije, pa Bitcoina, Boris pa jaz bova imela področje AI-ja. Več pa mogoče se lahko prijavijo, če jih zanima. Kje je še to? Ja, karte so zdaj le ven naslednji teden, tako da mest ne bo full, zato sem to tudi omenil. No. Tiste, ki zanima tehnology pa te debate, to bo po moje pravi event za take ljudi. No. 2 meseca, to še. No, ampak se pravi. Antropik bo neki doven vmes. Bo Boris povedal več o tem. Tako da se veselim. No. Hvala vsem. Ja, jaz tudi. Ja. Hvala, Dio.